galeriji Murska Sobota razstavlja Aleksander Vukan, prekmurski avtor. To je njegova že tretja samostojna razstava pri nas, tokrat v bistveno boljših pogojih, kajti nazadnje je tukaj pri nas razstavljal leta 2020, ko smo se soočili z korono in s številnimi omejitvami, tudi z zaprtjem galerij. Tokrat torej veliko boljše. Je pa ta razstava nastala v sodelovanju s Kulturnim centrom Maribor. Dušan Hedl ga vodi in so na nek način Kulturni center oziroma Dušan Hedl je tudi na nek način mecen umetnikov, ga spodbuja, ga motiviramo, ureja razstave. Letos smo bodo izdali tudi obsežno monografijo oziroma publikacijo, kjer bodo nekako predstavili ves njegov dosedanji opus, kajti ta razstava tukaj se pa nekako nanaša samo na en zadnji, torej na zadnja, najnovejša dela, ki so nastajala v zadnjih 3 letih. In kot nekako tudi izpričuje ta razstava, še zmeraj umetnik ostaja zvest figuraliki, torej je izrazit figuralik, in nekako v svoj likovni izraz vključuje številne stile, če se zdaj mogoče malo navežem na številne reference iz zgodovine umetnosti. Tukaj v njegovih delih zaznamo tako ekspresionizem z temi divjimi, močnimi barvnimi kontrasti, z izredno nasičenimi barvnimi polji, potem tudi elemente naivne umetnosti, fovizma, potem tudi kubizma in tako naprej. Skratka, vse te prvine je nekako združil en tak zanimiv, prepoznaven likovni pristop, ki mu sledimo zdaj že vrsto let. Umetnik je diplomiral pri Zmagu Jeraju leta 2007 in ga nekako umeščamo v srednjo generacijo likovnih ustvarjalcev iz tega področja. Nekako v sklopu te razstave pridejo najbolj do izraza ženski akti in pa skupina portretov, ki smo jih posebej tudi z razstavno postavitvijo tako zgoščeno predstavili. S tem se nekako najbolj ubada ali pa ukvarja v zadnjih nekaj letih. Vsaka njegova razstava pa prinaša neke zakonitosti, neke nove gradnike, tako je na primer čisto prva razstava, njegova samostojna pri nas, v naši galeriji leta 2010. Se spomnim, da je bilo takrat so bili vrezi v platno, torej neposredno je vrezoval v platno in s tem nekako neke svoje notranje napetosti sproščal. To je na primer tisti razstavi leta 2010 dajalo en poseben karakter. Pri tej razstavi pa na primer, če v formalnem smislu izpostavim, sledimo enemu zanimivemu elementu, strahu pred praznim prostorom, ki mu mi rečemo horror vacui. Namreč ni dovolj samo, da umetnik z temi močnimi barvnimi polji zapolni platno, slikovno polje, torej ni neke beline, ki bi ostala, ki bi razkrila surovo platno, ampak povrhu tega ta barvna polja zapolni še z nekimi elementi, ali je to na primer z nekimi geometrijskimi liki, mrežami, vzporednicami. Skratka, ta strah pred praznim prostorom je nekako zelo izrazit in zelo zgosti, napolni slikovno polje umetnik. Skratka, to je nekako najbolj razpoznavni element, ki ga v zadnjih letih nekako lahko izpostavimo v njegovih delih. Pri skupini portretov, ki sem jih omenila, gre za portrete ljudi iz različnih področjih. Iz polja kulture so to gledališčniki, literati, pesniki, filozofi, arhitekti, slikarji. Iz sveta zabave, na primer tudi pevke, različni glasbeni izvajalci, kuharji in tako naprej. Skratka, ni nekega enotnega ključa, po katerem bi izbiral upodobljence. Pri teh portretih gre za zelo izrazite barvne kontraste z barvami, torej gradi nek suspens v tem duhu ekspresionizma, hkrati pa zasledimo tudi številne deformacije, popačanja, torzije, prelome in tako naprej. Skratka, gre za neko notranje preoblikovane portrete, torej daleč smo od realizma.
Izognili smo se naprimer portretom politikov, kajti to razstavo smo odprli ravno v času letošnje predvolilne kampanje, tako da smo raje se temu izognili, čeprav upodablja politike tudi iz različnih političnih polov, tako da bi bili čisto korektni, ampak smo se raje temu tokrat izognili. Morda bi izpostavila v sklopu razstave ali pa pri teh Vukanovih umetniških delih tudi naslove, ki niso nepomembni, ki morda kažejo tudi na njegov miselni tok med ustvarjanjem, nekako odstirajo to bogato notranje dogajanje, notranji svet umetnika. Morda omenim samo nekaj teh naslovov, ki nas lahko tudi precej razvedrijo, imajo ta hudomušen, humoren karakter. Naprimer, ena slika nosi naslov Na sršeni golob, druga Sekalec drv, na upodobitvi 5 žensk na sliki, tej sliki da naslov Deževen dan. Skratka, v tej neki igrivi, zelo sproščeni likovni drži nam podaja tudi takšne zelo sinhronizirane naslove. Morda bi izpostavila še eno delo, Sekalec drv. Gre za upodobitev ženskega akta na travniku, na neki livadi. Skratka, ženski akti so umetniku že od samih začetkov, od same akademije zelo blizu. In na tem delu sploh ni nobene moške figure, ne? In tu je zdaj ta suspens, se sprašujemo, kje zdaj je ta Sekalec drv. Umetnika sem vprašala, če si je morda zamislil tako, da od zunaj gleda na to žensko figuro, pa je rekel, da ne. In tu je zdaj ta moment, ko nekako vidimo, kako umetnik doživlja svoje dela kot neke sekvence, nekega filma ali pa neke kadre posamične, ki se potem manifestirajo v obliki posamičnih del. Namreč on je videl nek prizor kot nek film, če si predstavljamo, in je ta Sekalec drv bil v enem kadru, ki pa je potem izginil iz kadra. In v tem kadru, v tej sliki ga ni več, ampak v njegovih mislih pa ostaja. In je ostal tudi kot neka sled tega miselnega toka tudi v naslovu samega dela. Torej vidimo to res neko bogate notranje dogajanje pri samem umetniku. Navdušuje tudi to, da se umetnik pri svojem delu ne ubada z razstavljanjem, se ne bremeni z mislijo, kdaj bodo ta dela razstavljena, če sploh bodo razstavljena. Skratka, gre za eno tako sproščeno slikarsko držo, neobremenjeno z tem, kako bo publika ta dela sprejela, če jih bo sploh videla. Skratka, gre zdaj za ustvarjanje iz neke notranje nuje. Umetnik je zelo intenzivno in kontinuirano ustvarja brez nekih večjih, daljših prekinitev. Tako da mi bomo z veseljem sledili tudi naprej, kajti verjetno se bo spet pojavil neki novi, zanimiv likovni gradnik, ki bo označeval naslednjo njegovo slikarsko fazo.